Spoštovani, pozdrav iz studia televizije Uršlja, kjer se bomo zopet posvetili koronavirusu, sprejetim ukrepom in našemu samozaščitnemu ravnanju. Pozdrav izrekam tudi dr. Tomažu Roženu, županu občine Ravne na Koroškem. Lep pozdrav. Koronavirus diktira naše življenje, podrejati mu moramo življenjske navade in se odreči tudi kakšne samoumevne razvade. Ko smo na televiziji Uršlja ustvarjali prvo oddajo na temo koronavirus, smo se v Sloveniji soočili s prvimi primeri okužbe s koronavirusom. Takrat je bilo 6 okuženih v Sloveniji. Takrat smo gostili predstojnico Nacionalnega inštituta za javno zdravje za Koroško in župana občine Ravne na Koroškem, ki sta predstavila pretečo nevarnost okužbe s koronavirusem in apelirala, da moramo občani nujno samozaščitno ukrepati in s tem zavarovati sebe, svojce in svoje sokrajane. O koronavirusu vemo vedno več, vendar še vedno ne dovolj. Tokrat bomo obvladovanje koronavirusa predstavili na osnovi konkretnih izkušenj bivanja na lokalnem nivoju. Pa bi zdaj na osnovi tega tudi postavil kar iztočno vprašanje gostu županu občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Roženu. Vlada sproti prilagaja ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa. Kako na lokalnem nivoju ocenjujete, so ukrepi ustrezni oziroma primerni? Najprej lep pozdrav. Če začnem s tem izhodiščem vladnih ukrepov, lahko rečem, da se meni osebno in tudi štabu civilne zaščite Ravne na Koroškem, ki deluje že od začetka razglasitve epidemije, ti ukrepi zdijo primerni. Zato jih pravzaprav v veliki meri oziroma v celoti upoštevamo, jih prilagajamo na lokalno raven, jih tudi izvajamo, kolikor imamo pooblastil, tako da lahko rečem, da glede na rezultate v smislu širjenja epidemije tako v naši občini, kot tudi, če lahko rečem, za celotno Slovenijo, so ti ukrepi primerni. V vsakem primeru noben ukrep ne škodi. Če pa se komu zdi kak ukrep prekomeren, pač žal se mora tej situaciji prilagoditi, kajti moja ocena je, da se tudi veliki večini ljudi zdijo ti ukrepi, ki so pač tudi javno znani in se jih tudi po moji oceni Ravnčani v veliki meri držijo, torej primerni. Kot rečeno, ob ustvarjanju prve oddaje smo ugotavljali, da je bilo na nivoju Slovenije 6 okužb s koronavirusom. Seveda v tem času je zadeva tako porasla in lahko postrežete z zadnjimi podatki, ki so tako predvsem za Koroško pa za občino Ravne na Koroškem. Ja, zadnji podatki, ki so čisto še včerajšnji, so, da je na Ravnah v občini Ravne na Koroškem torej 9 obolelih s to boleznijo COVID-19. Na Koroškem pa je ta številka 45, medtem ko trenutno je v Sloveniji to 1160. Smo bili vsi skupaj v obdobju eksponentne rasti, ko so nas matematiki zdaj ponovno poučili, kaj je to eksponentna rast. V tem trenutku pa se rast umirja. Na Ravnah imamo teh 9 primerov že kar nekaj časa, 10 dni, torej je to ničelna rast novih bolnikov, medtem ko v Sloveniji narašča tudi do 5%, kar je nekako dobro in zadnja ocena strokovnjakov je, da smo že na vrhu, torej števila obolelih, in tudi na srečo naš bolnišnični oziroma zdravstveni sistem zmore te kapacitete. Trenutno je 110 ljudi v bolnišnicah, medtem ko je kapaciteta nekje okoli 500, da jih lahko skrbimo z najnujnejšimi in najbolj strogimi ukrepi. Tako da v tem smislu smo bili uspešni in tudi z tega vidika lahko rečemo, da so bili ukrepi, predvsem pa spoštovanje ukrepov, ki je bolj pomembno od samih ukrepov, na nek način bili uspešni. To, da, kar se mi zdi pomembno danes poudariti, tega še ni konec, epidemije še ni konec in zlasti sedaj, ko so velikonočni prazniki, se moramo teh ukrepov še naprej držati. So kakšne izkušnje, bi rekel, na osnovi teh obolelih iz občine? So bili, bi rekel, na bolnišničnem zdravljenju ali je tu kakšen podatek? Tu imamo na štabu veliko podatkov, vendar so nekateri podatki, zlasti imena in priimki, so varovani, so osebne narave. Zanimivo pa je, da se je razkril en naš občan, najbrž ste zaznali Zdravka Plešučnika po Koroškem radiju, ki je imel hud primer bolezni, zdaj gre z roko na srečo dobro,
in on seveda se je dotaknil mnogih src Ravenčanov, ki so poslušali Koroški radio, po katerem je govoril, in tudi sedaj se lahko to še sliši v arhivu Koroškega radia, tako da on je bil en takih primerov. So pa tudi še primeri hudih bolezni, da so naši občani torej priključeni, bi rekel, v tej intenzivni negi na respiratorje in držimo pesti, da bo vse dobro. Omenili ste, da je bil aktiviran štab civilne zaščite in da se prilagajajo ukrepi, bi rekel, tudi na lokalnem nivoju ukrepom, ki jih sprejema vlada Republike Slovenije. Pa bi lahko zdaj na osnovi vsega tega predstavil, kako potekajo pa funkcionirajo organi občine, bi rekel, v teh okoliščinah, pa tudi vse ostale, bi rekel, inštitucije, ki so vezane na občino, tako javni zavodi pa ostale stvari. Ja, zdaj praktično v tem času, torej današnjega dne, 11. april, veliko inštitucij dela nadaljavo, med to spada tudi občina, delno upravna enota, seveda vemo, da šolski pouk poteka nadaljavo. Praktično vse, razen zdravstvenih inštitucij, imajo zaprta fizična vrata, torej ljudje pravzaprav ne morejo v te javne inštitucije, kamor spada seveda kulturni center, športni park, izjema so seveda zdravstvene, ki obratujejo, govorim o lokalnih javnih službah, seveda vemo, da trgovine seveda delujejo, tako da praktično je to obstalo, ta način življenja, izvajanje javnih storitev. Šola nemoteno poteka nadaljavo, kar je seveda nov moment tako za učitelje, starše in otroke. Hkrati pa tudi gospodarske družbe, ki ne delujejo, ki ne smejo delovati, so praktično obstale, medtem ko, če lahko rečem, gospodarsko srce našega mesta, Železarna Ravne oziroma ZGO, večinsko še obratuje, kar je seveda dobro, potem ko so izvedli vse potrebne zaščitne ukrepe za svoje zaposlene. Z tega vidika seveda je situacija na Ravnah bistveno drugačna, pravzaprav tudi odpadle so čisto vse prireditve, bolj interne, manj interne, javne, tako ali tako, tako da pravzaprav smo v nekem družabnem krču in seveda tudi še vedno ostajajo veljavi navodila, torej, ki se glasijo v dveh besedah: ostani doma, kar pomeni, da naj se ljudje še vedno poskušajo čim manj družiti, da ne bi ta virus, ta mikroorganizem, ki je pravzaprav na nek način vrgel iz tečaja cel svet, še naprej ogrožal našega zdravja. Razkuževanje večstanovanjskih zgradb in omejitev gibanja med občinami je sprožilo kar precej polemik. Pa kako vi ta ukrep ocenjujete? Teče te razkuževanje v večstanovanjskih zgradb na ustrezni ravni oziroma so kakšni zapleti oziroma pa tudi pri samem gibanju, ker na vse zadnje bi izpostavil, da živimo v nekem somestju z sosednjo občino, skratka Ravne, Prevalje sta. Tako. Seveda, kot je že tudi predsednik vlade povedal, najtežje bo spremeniti naše navade. Somestje Ravne, Prevalje funkcionira, v mirnodobnem času je to pravzaprav z mojega vidika eno mesto oziroma somestje. In seveda, zakaj je ta prepoved, kaj je smisel te prepovedi gibanja med občinami, skratka, da seveda pride čim manj do okužb, torej da mi čim manj okužimo, bi rekel, na nek način sosede, oni pa nas, torej je to dobro nas vseh. Ampak seveda na tem primeru izvajamo, bi rekel, te mehke načine, tudi v dogovoru s policijsko postajo Ravne, lahko ljudje mirno gredo, sicer seveda spet riskiramo to možnost okužbe, torej bi rekel to cono, če lahko rečem, do krožišča pri trgovini Eurospin, tudi mogoče zelena meja s prehodi, ki so med občinami, se vsekakor ne bodo nadzorovali zaenkrat. Vidimo pa, da so države, ki so bile najbolj uspešne, bi rekel, v zajezitvi virusa šle še korak dlje, torej da so ne samo zaprle mesta, zaprle prav, bi rekel, soseske, kot primer. Smo se mi tudi pripravljali na primer na scenarij, da bo potrebno zapreti naselje Javornik, skratka tako imenovana policijska ura, ki bi bila potrebna, okolikor bi ta rast, bi rekel, obolelih tudi na Ravnah šla, na primer, predstavljate si, da bi šla iz 9 na recimo 100 obolelih. Ampak na srečo smo že z temi ukrepi ustavili številko na 9, kar pomeni, da nadaljnji hujši ukrepi, kot so bili že izvedeni tudi v tujini, niso potrebni. Zato se mi to tak blag način prehajanja občinskih mej vendarle zdi še vedno ustrezen ukrep. Grajski park, lepo vreme in ukrepi, mislim, kako to funkcionira? Je Grajski park kaj obiskan, skratka, pa
Pa vi dajte tole. Grajski park je obiskan, mi zaenkrat nismo zapirali, bi rekel, razen seveda športnih in otroških igrišč, igral in tudi svoja klopi v parku, samih javnih poti, ki so v parku, to ljudje lahko uporabljajo pod seveda varnostnimi pogoji, torej distance, tako imenovane socialne distance, da se ne zbirajo, da se ne združujejo zgolj z enim namenom, ne, da torej virus ne prehaja, da se ne išče novega gostitelja, kajti kot rečeno, virus je še vedno velika neznanka, tudi za samo znanost, da se vrhovni znanstveniki najboljši na svetu ukvarjajo v tem trenutku z tem virusom. Določene informacije kažejo, da ljudje ga prenašajo in sploh nimajo znakov bolezni, kar je seveda izjemno nevarno in pravzaprav popolnoma varni moramo vedeti, ne bomo, dokler ne bo zanesljivega cepiva oziroma so zdravila za obolele, kot obstaja seveda za druge viroze, ki jih je človeštvo že premagalo, tako da v tem smislu prosim za potrpljenje ljudi, da jim je kaj omogočeno v njihovo korist oziroma v korist tistih, ki bi jih lahko oni nevede, nehote okužili. Zdaj ste na nek način že posredno apeliral na to potrpljenje, pa je dovolj potrpljenja pri občanih, pa upoštevanje teh navodil? Na začetku lahko rečem, da so občani izjemno strogo upoštevali navodila, morda celo prestrogo, kajti videli smo tudi občane, ki so šli čisto sami, pa so imeli masko, zaščitno masko, kar ni bilo nikoli svetovano, tako da za naše občane lahko rečem, da so zelo dobro izvajali te ukrepe na lokalni ravni. Sedaj se opaža nekoliko popuščanja, nekoliko bi rekel ta psihologija oziroma ta napoved, da se v tem tednu oziroma naslednjem tednu že odprejo trgovine do 400 kvadratnih metrov, se nekoliko že popušča in so tudi pod tem, da nas dnevno informirajo, da smo že na vrhu. Tako da ob tem popuščanju upam, da bo vseeno poskrbeli za svoje zdravje. Drugače pa lahko rečem, da je moja ocena in tudi ocena štaba civilne zaščite, da če se ljudje ne bi držali strogo teh pravil, ne bi bili tako uspešni, bi si lahko mi prizadevali karkoli, bi se virus še vedno širil. Prej ste omenil, da o koronavirusu vemo zmeraj več, ampak še vedno premalo. Skratka, ampak sedaj v tej fazi je dokončno prišlo do spoznanja, da je tudi zaščitna maska preventivni ukrep in seveda, ali imamo iz tega razloga tudi dovolj teh, bi rekel, zaščitnih sredstev od mask, razkužil tega, kar je bilo v nekem obdobju pomanjkanje. Saj smo videli, da smo pač bili inovativni občani, pa smo si sami ustvarjali razne stvari in kako je zdaj s tem? Ja, ta točka, bi rekel, pomanjkanja opreme je presežena, kajti seveda kritična točka sistema spopadanja, bi rekel, z virozo je bil seveda zdravstveni sistem in zdravstveni sistem v tem trenutku ima dovolj opreme. Tudi slišimo seveda, da država tega zdaj ogromno nabavlja. Tudi na lokalni ravni smo priskrbeli dovolj mask, torej v samo izdelavi. Ob tem bi se zahvalil seveda mnogim prostovoljcem, ki so pod poveljstvom našega poveljnika štaba civilne zaščite gospoda Branka Kakerja se samoorganizirali in pravzaprav v 8 dneh od nabave blaga do distribucije do domove priskrbeli kar 5200 mask, kar ni majhen zalogaj. Vendarle pa so maske tudi sedaj na voljo, v lekarni na Ravnah se lahko kupijo in tudi mnogi ljudje, bi rekel, posamezniki so si že izdelali maske za sosede, za prijatelje, tako da v tem trenutku ni tako težko več priti do teh osnovnih zaščitnih sredstev, kot je bilo, bom rekel, 14 dni nazaj, ko so maske postale obvezne, zlasti v trgovinah. Tako da to, bi rekel, to točko neopreme med ljudmi in tudi v zdravstvu smo na nek način v tem trenutku pri tem obsegu, bi rekel, širitve premagali, okoliko bo prišlo do bolj hudih zaostritev, kar žal vidimo v določenih tujih okoljih, kamor morda še pridemo, bo potrebno seveda pa še ukrepati. Ob štartu, ko se je ta najava dogajala, da prihaja obdobje koronavirusa in ukrepov, je nastala neka tako imenovana nakupovalna mrzlica, bi rekel, kupovalo. Ta se je na nek način ustavila in seveda ob tem bi pa jasno bilo treba izpostaviti, da nekateri, kot ste že prej omenili, vršijo kljub vsem ukrepom svoje službe, ki so pač nujne. To bi v tem primeru omenil trgovce, pa prej smo že rekla zaposlene po tovarnah, pa da ne govorimo vseh teh, ki civilne zaščite, angažiranih prostovoljcev, služb, zavodov in tega naprej, pa bi morda tu katere izpostavil še posebej.
Ja, seveda, posebej izpostavljeni so vsi, ki so v teh prvih bojnih linijah, torej seveda vsi uslužbenci v zdravstvenem domu, v lekarni in na štabu civilne zaščite, vsi, ki niso nehali delovati. Tu je seveda, bi rekel, nenehno delujoča komunalna podjetja, tako naše Ravensko JKP Ravne, kot so tudi JKP Log, ki redno delajo pod hudimi, temi strogimi pogoji, da so najbolj nujne stvari nikakor niso obstale. Kot pa vidimo, da veliko število obolelih v tujini in v Sloveniji med zdravstvenim osebjem pa je bila tista kritična točka, kjer smo bili najbolj ranljivi. Vendarle zdaj, če pogledamo samo Slovenijo ali Ravne, se zdi, da je situacija dobra, medtem ko v tujini pa žal vidimo, da je še kriza bistveno večja. Morda bi še en moment izpostavil ob tem, kar je morda premalo ali pa bi rekel, že postalo samoumevno, da funkcionira. To je digitalizacija in operaterji, ki zagotavljamo, da na nek način te stvari potekajo. In če bi zdaj v tem trenutku ali se ta elektroenergetika ustavila ali kaj, mislim, da bi svet obstal, pa še takrat bi bilo pa res katastrofa. In morda to učenje nadaljavo pa to. Ampak sočasno pa vse to kaže na to, kako smo prilagodljivi, ker smo v trenutku pristopili iz tistih tabu tem, ki smo rekli, da se jih ne želimo, so obstajali, pa se jih nismo posluževali, danes pa, kot že rečemo, službe nadaljavo, učenje nadaljavo, vse to teče. Ja, to je tak nevidni sistem, ki nam postaja na nek način samoumeven kot naravna dobrina, čeprav to ni. To je elektroenergetski sistem, ki nemoteno deluje, to je telekomunikacijski oziroma širokopasovna omrežja, ki nam dostavljajo v domove podatke. To je brez tega sistema, predvsem brez elektrike, bi najbrž bilo bistveno slabše, bi prišlo do večjih sprememb načina življenja oziroma naših navad. Mnogo hiš bi bilo hladnih in blokov, tako da tu zahvala obema tema sistemoma, telekomunikacijskemu in pa tudi elektroenergetskemu, da nemoteno delujeta v teh razmerah. Kako ocenjujete pritok informacij pa obveščanje tako strani medijev, kot pa obveščanje nasploh? Pa bi morda za to vprašanje še en tak, bi rekel, komentarček, moj lasten uporabo. Na nek način informacij je, ampak nekatere informacije gredo tudi v smer bolj v iskanje napak, kot pa delovanja proaktivno, pa osveščanje, pa blažitev, pa pomirjanje veliko ljudi. In seveda v teh primerih ni dobro, da tudi nekateri mediji poskušajo relativizirati veliko tako nevarnost koronavirusa. Tu sigurno ni dobra zadeva, saj iz tega vidika. Mislim, da je ta stvar toliko resna, da bi morali dokaj resno in, bi rekel, dokaj poenoteno to stvar, bi rekel, komentirati, pa tudi izvajati. Ja, tu je prihajalo do nekih različnih pogledov, zelo različnih, zlasti, kot se je videlo med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, NIJZ in pa Ministrstvom za zdravje. To je bila velika neka razpoka, ki v tem trenutku ni koristila nobenemu. Potem se je razjasnilo, da NIJZ je strokovni organ, da za samo politiko izvajanja ukrepov pa je odgovorno Ministrstvo za zdravje oziroma vlada. Mediji pa opravljajo to nadzorstveno funkcijo, morda bi res lahko nekoliko odložili to nadzorstveno funkcijo, da gledajo na nek način odločevalcem pod prste. Vendar mislim, da se je to zdaj malo že umirilo, da ljudje slišijo prave informacije. Po moji oceni pa prihaja tudi sedaj od velikega pomena, morda ne toliko med starejšo populacijo, ampak med mlajšo, pa tudi vedno več starejših, so ta družabna omrežja, kajti veliko informacij se pravzaprav dobi na družabnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter. To uporabljajo tudi vladne službe, bi rekel vlada, ministrstva, javni funkcionarji. In danes se mi zdi, da ljudje, pa tudi preko interneta, lahko pridejo do veliko informacij, medtem ko določena, bi rekel, populacija, zlasti v naši občini, pa je dosegljiva tudi predvsem preko vas, torej televizije Uršlja. Zato je tudi pomembno, da vi obveščate ta segment naših ljudi, ki ne hodijo na internet in pravzaprav tudi niso na družabnih omrežjih. Tako da upam, da bomo torej z neko skupno komunikacijsko, informacijsko dejavnostjo obvladali to krizo. Da je podcenjevanje te nevarnosti koronavirusa nevarno početje,
Kaže tudi, bi rekel, primeri, angleški premier Johnson je javno nastopal in na nek način relativiziral nevarnost tega koronavirusa in seveda je pristal na bolnišničnem zdravljenju in to na intenzivni negi. Skratka, tu bi lahko bilo nam vsemu poduk, da se s tem ne gre kar tako, bi rekel, igrati ali pa zanemarjati nevarnost. Ja, očitno je nekatere ta kriza oziroma možnost, bi rekel, pandemije, epidemije nekoliko presenetila, kajti zadnja velika epidemija v Evropi, vemo, da je bila pred skoraj 100 leti, medtem ko so zadnje se bolj, bi rekel, dotikale Azije in Afrike in nekateri so to očitno podcenjevali. Zdaj bomo videli na modelu Švedske, ki je edina članica Evropske unije, ki se je odločila za drug model spopadanja s koronavirusom. In po moji oceni bomo bolj uspešni tisti, ki smo to resno vzeli, na nek način šli na polvojno stanje z virusom, kot pa tisti, ki so to nekako podcenjevali in bo to še dolgo problem za celoten svet. Vlada je sprejela sveženj ukrepov za blažitev posledic koronavirusa, pa tu se nanašajo tako na te ukrepi na zagon gospodarske aktivnosti že v času sedanjega, bi rekel, še aktivnega neobvladljivega koronavirusa in tudi za potem in seveda tudi nagrajevanje tistih najbolj izpostavljenih. Pa kako vi ta ukrep ocenjujete? Je ta ukrep ustrezen in zadosten z vidika nagrajevanja in tudi vseh? To z vidika nagrajevanja vsekakor je primeren, bi rekel, postopek oziroma odločitev, da tisti, ki so bolj izpostavljeni, ki to rešujejo, morajo dobiti neko ustrezno nagrado. Seveda pa, kot je v družbi v navadi, se bo marsikdo tu notri videl in je treba te meje postaviti zelo ostro, natančno, da ne bo možno presojati, kar mislim, da se zdaj že dogaja na nivoju javnega sektorja glede kolektivne pogodbe, da ne bi veliko ljudi to skušalo na nek način izkoristiti, ne bi ta denar, ki je na voljo in za katerega se bo država morala zadolžiti, prišel v neprave roke. Tako da to se mi zdi pomembno, vsekakor pa si ti ljudje zaslužijo nagrado. Občina Ravne na Koroškem v tem ne najbolj prijaznem obdobju praznuje občinski praznik, sočasno so tudi velikonočni prazniki. In pa kaj bi ob tem želel sporočiti svojim občankam pa občanom? Ja, zdaj ta dva praznika sovpadata za to krizo, torej velika noč, praznik veselja, bi rekel, v krščanstvu novega rojstva. Upam, da bomo lahko obdržali tudi nekaj tega veselja, kljub temu, da se bomo zadržali bolj zase, tudi bi rekel, ne delujejo tudi cerkve, ne bo maš in tudi žalostno globalno bo ne boš gledati po televiziji prazen, bi rekel, Rim oziroma te dogodke na nivoju celega sveta. Tako da upam, da bodo občani vseeno v teh krogih, kjer se lahko družijo, imeli lepe praznike, da bo tudi ta tradicija spoštovana. Hkrati pa ob tem prazniku veliki noči, občinski praznik, ki je slučajno celo v to nedeljo, 12. april, je naš skupni praznik, spomin na dejstvo, da so takrat Ravne postale mesto oziroma Guštan, razglašene so bile te mestne pravice. Tudi to praznovanje bo bistveno drugačno, kljub temu pa bi rekel čestitam vsem občankam in občanom ob tem prazniku. Želim, da bi se morda v nedeljo spomnili ne samo po zastavah, ki bodo visele po mestu, na to, da Ravne praznujejo, bomo tudi to objavili, potem pa v nadaljevanju tudi opravili to slovesnost, ko bojo razmere to dopuščale, ko ne bo več epidemije. Razglasili tudi letošnje nagrajence in dobitnike priznanj, se jim ustrezno zahvalili, občanom in občankam pa torej, kot rečeno, čestitka ob našem prazniku, bodimo ponosni na naše mesto, našo občino, zavedamo se, da smo Ravenčani, Ravenčanke, Gutenštanarji, kot rečemo, mesto veliko kaj ima, občina veliko kaj ima, nima pa vsega, zato se bomo še naprej trudili, da bi bili z vsakim korakom boljši. Tudi ob tej korona krizi bomo skušali čim manj ustaviti naše razvojne načrte, da bi se občani in občanke tukaj počutili dobro, da bi lahko tukaj bili ustvarjalni, da bi imeli tukaj bogato življenje, tako da ob tem prazniku čestitka in pa ohranimo nekoliko veselja, še vedno ob tem, da ne padajo ti ukrepi,
kajti zaenkrat še noben omilitveni ukrep pravzaprav ni bil na nivoju države ali na nivoju lokalne skupnosti še razglašen. Torej zdržimo skupaj to praznovanje še pod to, bi rekel, epidemiološko korona ukrepi. Doktor Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, uspešno vodenje občine vam želim in uspešno obvladovanje koronavirusa in vam pa bodite zdravi, kot se reče. Hvala tudi vam in hvala za vašo pomoč pri tej korona krizi. Spoštovani, bodite strpni in potrpežljivi, upoštevajte samozaščitne ukrepe, poskrbite, da vas bodo med ostalim ščitili tudi 3 naravni zdravniki, sonce, zrak in dobra volja. Preživite praznične dneve v prijetni družbi in bodite zdravi.